Pozdravljeni v povzetku dogajanja 16. festivala slovenskega filma na zadnji dan, v nedeljo. Začeli smo ga ob 10:30 na pogovoru z avtorji filmov, ki so se predvajali prejšnji dan, ter avtorji kratkih filmov, ki so bili na sporedu pozneje v nedeljo. Ob 15. uri smo si lahko pogledali 6 kratkih filmov v tekmovalnem programu. Blaž Završnik in Jani Sever sta predstavila Adagio, film o slepem dečku v športnem kampu za hendikepirane otroke. Viktor in Darija Radić, režiserja Kosila na travi, sta prikazala zgodbo o brezdomcu, ki ob reki najde kolo. Jakub Stežicki in Denis Dzjuba sta nam predstavila Upanje, ki ga išče tudi mož z rumenim kamionom. Boris Dolenc je dvakrat animiral Mačka Murija, Miha F. Kalan je režiral Na pogled, film Jože, ki obravnava Parkinsonovo bolezen, pa so režirali Edouard Paul de Bopti, Caris Bastin, Claire Billard in Petra Ivšič. Po krajšem premoru smo mini maraton kratkih filmov nadaljevali ob 4:30 z drugim delom kratkih filmov, ki so bili prav tako v tekmovalnem programu. V drugi rundi kratkih filmov so se nam kot zadnji v tekmovalnem programu predstavili filmi Zadnji pionirji Daniela Rodrigueza, slovenski pionir med animiranimi westerni Wanted Borisa Dolenca, plesni film Svetlane Dramlić Trenutek vročice. Barbara Zemljič je prikazala svoj drugi film v tekmovalnem programu z naslovom Pravica ljubiti. Videli pa smo še Idiota Nika Novaka in film Moje lepe noge Francozine Coralie Girard. Bila je neka serijska okvara na diskih in nam je kar naenkrat šlo polovica diskovnega ride polja, tako da v bistvu smo izgubili vse podatke in potem in Mačka Murija in Wanted v bistvu delali skoraj vse še enkrat. Napetost je naraščala vse do večera, do zaključne prireditve, ki se je začela malo pred 9. uro v amfiteatru. Podelili smo 18 vesen in 4 dodatne nagrade oziroma pohvale. Mogoče je to preporod slovenskega filma. Mogoče je to prelomni trenutek. S temi besedami je Hana Slak otvorila sklepno slovesnost 16. festivala slovenskega filma. Po projekciji filma Piran, ki si ga je z nami ogledal tudi direktor fotografije Ivan Marinček, pa smo končno prišli do težko pričakovane podelitve nagrade. Najprej je Stopovo nagrado za igralca leta prejel Igor Samobor za vlogo v Razrednem sovražniku. Razredni sovražnik je prejel tudi nagrado žirije kritikov. Dokumentarna Vesna je šla v roke Janezu Burgerju in njegovemu filmu Priletni parazit ali Kdo je Marko Brecelj. Če je šla Vesna za animirani film Na divji zahod, pa je Vesna za najboljši študentski film romala Na divji vzhod, režiserke Maje Prevod. Nato pa so na vrsto prišle igralske Vesne. Vesno za najboljšo stransko vlogo so dobili kar 3 igralci iz filma Čefuri Raus: Dino Hajderović, Ivan Pašelić in Jernej Kogovšek. Vesno za najboljšo stransko vlogo pa so podelili Nataši Barbari Gračner. Igor Samobor je poleg Stopove nagrade odnesel domov tudi Vesno za najboljšega igralca, medtem ko je Nina Rakovec v solzah sprejela nagrado za najboljšo žensko glavno vlogo v filmu Dvojina. Tako da, hvala. Najboljši scenarij sta spisala Matjaž Ivanišin in Nebojša Pop Tasić za dokumentarni film Karpopotnik. Marko Šantić je prejel Vesno za najboljšo režijo. Najboljši kratki film pa je postal animirani film Špele Čadež Boles. Nato pa so razglasili najboljši film festivala. Nagrado za najboljši celovečerni film prejme film Razredni sovražnik. Razredni sovražnik je prav tako postal najboljši film po izboru občinstva. Vsak film, ko se v Sloveniji posname, je čudež zase in v bistvu vsi smo mi zmagovalci. Poleg tega Razredni sovražnik je še film Dvojina, oba polna vsebine in nekaj povesta. Gospod Brecelj je rekel, da če bi bil film narejen po njegovih kriterijih, ne bi dobil nagrade. Kaj porečete k temu? Po mojem, da ima gospod Brecelj vedno prav. Mednarodno žirijo na 16. festivalu slovenskega filma so sestavljali v Nemčiji dejavna slovenska režiserka Hana Slak, direktor Hrvaškega audiovizualnega centra Hrvoje Hribar in Olmo Omerzu, ki je po diplomi na FAMU lani posnel svoj prvenec Mlada noč. Jaz bi mogoče najprej rekel, da je bilo zelo zanimivo v bistvu pogledati,
koliko veliko filmov se je posnelo prvič v tem letu. In ne glede na to, da je veliko bilo nagrad za podeliti, je bila izbira v bistvu precej težka, ker je bilo pač kar nekaj filmov, ki bi si zaslužili recimo nagrade in so jih tudi dobili. No. Tako da jaz sem bil vesel z delom v žiriji. Fenomenalno. Život je absurdan, ne? Kao cijela Slovenija joka nad svom kinematografijom, finančnom krizom, bla, 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 bla. A u taj mah se pojavljuje jedna genijalna mlada reprezentanca, u stvari jedan niz 4-5 avtorica i autora. Nekaj smo začutili, nekaj, kar povezuje vse te filme ali pa kar je mogoče večje kot katerikoli posamezni film. Neka nova energija, nek nov veter. Jaz sam zelo upam, da bojo te ljudje, ki so zdaj naredili svoje prvence, kmalu dobili priliko narediti naslednje filme. Festival slovenskega filma nastaja pod okriljem Slovenskega filmskega centra. Joško Rutar, njegov direktor, je z nami delil nekaj misli o letošnjem festivalu. Mislim, da je festival tako po obisku kot po tem, da so bili predstavljeni novi filmi mladih avtorjev, kakor tudi že pač avtorjev v zrelih letih, ki so žanrsko različni, ki komunicirajo z različnimi občinstvi, da je pač naša kinematografija izkazala svojo vitalnost, raznovrstnost, profesionalnost. Direktor festivala je bil Igor Prasel, s katerim je v organizacijo festivala stopila tudi nova ekipa. Doživeli smo človeški trenutek, zato ker so nam vsi priznali, ok, potrudili ste se maksimalno, vsaka vam čas, zvok pa ni bil dober. Priznam in v bistvu gremo dalje. Drage gledalke in gledalci, ljubitelji filma. 16. festival slovenskega filma se je končal, vesne smo podelili, slovenski filmi pa so dokazano dobri. In ne le gledalci, tudi nove vesne že čakajo na nove, dobre slovenske filme. Zato ne podcenjujte moči slovenskega filma. Se vidimo prihodnje leto.